Hvala lepa. Dober dan. Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke je včeraj vložila predlog zakona za spremembo zakona o davku na dodano vrednost. In sicer dve vsebinski rešitvi poslanska skupina Slovenske demokratske stranke predlaga. Prva je znižanje stopenj na raven stopenj, ki so veljale pred krizo. Vi veste, da se je ob začetku krize oziroma ob največji eskalaciji krize spremenil zakon o davku na dodano vrednost in predvsem s tem, da se je sprejel začasen ukrep, da se povečajo stopnje iz 20 na 22% in nižja stopnja iz 8,5 na 9,5%. To je bilo takrat sprejeto za začasen ukrep. Vlada Mira Cerarja je to rešitev sprejela kot trajen ukrep. Mi smo takrat obljubili ljudem, da je to začasen ukrep za 2 leti in to obljubo držimo. Zaradi tega predlagamo, da se stopnje sedaj, ko ni več krize, ko imamo gospodarsko rast, ko je situacija v gospodarstvu in seveda tudi na področju financ boljša, te stopnje povrnejo na prejšnjo raven. Z drugimi besedami bo imela takšna rešitev, se pravi znižanje stopenj, vpliv tudi na cene izdelkov in storitev, govorim o vplivu, to je ena zadeva, in druga zadeva, s tem bo imela takšne stopnje vpliv na družinski proračun oziroma na dohodke posameznikov. Ti se bodo vsekakor povečali, nikakor ne zmanjšali. Zaradi tega predlagamo to in mislim, da si ljudje zaslužijo, da so snovalci zakonov odkritosrčni in da na en način dejansko držijo besedo. Z finančnega zornega kota takšna rešitev ne pomeni dosti, še posebej zaradi tega, ker prihodki iz naslova davka na dodano vrednost rastejo, neprestano rastejo. In sicer rastejo v letu 2016 so znašali 3 milijarde 270 milijonov, v letu 2017 so ocenili na 3 milijarde 455 milijonov in v letu 2018 sprejetimi proračuni na 3 milijarde 600 milijonov. In tudi finančna situacija je priložena. Država je dobila v letu 2017, bo dobila v letu 2017, to je ocena, na podlagi polletnih podatkov, za milijardo več prihodkov kot v letu 2016 in za 1,4 milijarde oziroma 1 milijardo 400 milijonov več kot v letu 2014. Zaradi tega predlagamo v Slovenski demokratski stranki še dodatno rešitev in sicer uvedbo dodatne znižane stopnje davka na dodano vrednost v višini 5%. Z drugimi besedami, evropska ureditev omogoča, da imajo države več znižanih davčnih stopenj. Evropska ureditev ima tudi naveden spisek, ki je v prilogi tega zakonodajnega postopka, spisek izdelkov in storitev, s katerimi se obdavčuje lahko, ki se obdavčujejo s to nižjo davčno stopnjo, 5% davčno stopnjo, lahko je tudi močno znižana davčna stopnja in tako naprej. Pri pregledu ureditve v evropskih državah ugotavljamo, da ima 17 držav od 28 držav 2 znižani stopnji. Nekatere države, kot na primer Luksemburg, Italija, Španija, Francija, Irska, imajo pa še dodatne, močno znižane davčne stopnje pod 5%.
za določeno blago oziroma za določene storitve. Kot sem že omenil, je to v okviru ureditve v Evropski uniji. Evropska unija to omogoča, predpisi Evropske unije omogočajo to in v bistvu še več, da vkolikor se Svet Evropske unije odloči, se med te izdelke in storitve lahko vključijo tudi otroška oblačila, obutev, šolske potrebščine, gasilska oprema. To predlagamo tudi v našem predlogu. Poleg teh, ki sem jih že naštel, naj bi bile z nižjo stopnjo obdavčene osnovni življenjski proizvodi oziroma izdelki, kot so kruh, sir, jajca, predvsem sadje, zelenjava, dobava vode, zdravila, medicinska oprema in pripomočki, dobava vključno s knjižnično izposoje knjig na vseh fizičnih nosilcih, brošure, otroške slikanice, zemljevidi in tako naprej, časopisi, če niso namenjene oglasnim namenom oziroma namenjeno oglaševanju. Potem stanovanja, stanovanjski in drugi objekti, namenjeni za bivanje, obnova in popravilo zasebnih stanovanj, storitve javne higiene, storitve domačega varstva, dobava električne energije, zemeljskega plina, daljinskega ogrevanja. To so, bom rekel, te glavne skupine izdelkov in storitev, ki bodo, če bo sprejet predlog Slovenske demokratske stranke, obdavčeni z nižjo 5% davčno stopnjo. To se pravi, če sumiram, gre za dva ukrepa, znižanje obstoječih davčnih stopenj iz 22% na 20%, splošna stopnja, 9,5 na 8,5 znižana stopnja in dodatek še ene znižane stopnje v višini 5% za izdelke oziroma storitve, ki sem jih navedel, da so tudi v prilogi Evropske unije oziroma Evropske komisije ter seveda tudi v prilogi tega predloga zakona. Glejte, če vprašate po finančnih učinkih tega zakona, potem je seveda te finančne učinke težko določiti, zaradi tega, ker se enostavno potrošnja povečuje. Jaz sem vam na začetku povedal, kakšni so finančni učinki davka na dodano vrednost. Leto 2016 3 milijarde 270 milijonov, ocena za leto 2018 3 milijarde 600 milijonov. Jaz mislim, da bo sama gospodarska rast, sama bom rekel, potrošnja prispevala k temu, da vsekakor ti finančni učinki ne bodo tako padli, ali pa ne bodo padli, sploh ne bodo padli, da bi bili kakorkoli ogrožene javne finance. Danes, če želite, ima ta vlada, ima to ministrstvo za finance denarja zelo veliko, žal ga uporablja za napačne namene. Hvala lepa.